Zildžović, nekako Krka še vedno ostaja trn v peti Rudarju. V prejšnjem delu sezone oziroma na prejšnji tekmi z Rudarjem ste nekako zmagali, takrat vaša prva zmaga s Krko, danes remi. Kako ste zadovoljni? Dobro, vsaka točka v borbi za obstanek je pomembna, posebej proti moštvu kot je Rudar Velenje, ki 2 leti pa poigrali skupaj, trener 2 leti dela z njimi. Spet smo danes videli, koliko je kakovostno to moštvo Rudarja. Mi smo dejansko dali vse, kaj v tem trenutku lahko, smo se borili, dali vse od sebe in na koncu bi lahko izmagali tekmo. In sigurno malo grenek pri okus, ker smo imeli v prvem polčasu par 100% priložnosti, tudi zdaj na koncu par situacij, ki se moralo boljše odreagirati. 3-1 situacije, 4-2, v zadnji sekundi dejansko meč žoga. Ampak pravim, borba za obstanek proti izjemno kakovostnem nasprotniku, 1 točka in gremo naprej. Naslednja tekma, še 10 točk, 10 tekem v igri, 30 točk. Še zdaj nismo obupali, da dohitimo celje, ki pride k nam. Tako da upam, da bomo ponovili pristop, ki je bil danes viden. Dobro je, da nekako se vam ni ponovil celjski scenarij, ko ste z igralcem več izgubili po vodstvu. Danes vam je nekako uspelo iztržiti točko. Pa dobro, mislim, da je bolj Rudar stržal točko, ne mi. Ko pogledamo si celotno tekmo v miru, boste videli, da imam prav. Ampak imate popolnoma prav, da dostikrat se zgodi, da ko imate igralca več, da to je podzavestno. Igralci da mislijo, da je že gotova tekma. Danes na sreču so igralci izvlekli nauk iz Celja, da moraš garati 93 minut ali 95 minut, koliko je tekma trajala. Pa na njem še večje moštva, ogromni klubi so že doživeli to usodo, ki smo mi doživeli v Celju. Naslednje srečanje proti Triglavu je izjemno pomembna tekma za vas. Pa vsaka tekma je pomembna. 3 točke so 3 točke zmeraj. A je to proti Mariboru ali proti Triglavu, na razpredelnici štejejo točke. Mi sigurno gremo na zmagu v Kranju. Izjemno težka tekma nas čaka. Triglav je zelo neugoden nasprotnik. Ima kupico vrhunskih posameznikov, kot je Redžić, Majcen, Mali Krcić, odličnega vratarja, Curanovića. Odličnog trenerja, ki zna motivirati svoje moštvo. Tako nas čaka spet ena srhljivka. Martin, točka je vaša. Veseli vas verjetno, da se vam ni ponovil celjski scenarij. Ko ste vodili, na to pa z igralcem več, izgubili srečanje, no danes remi. Zanima me, kako ste zadovoljni s tem srečanjem. Ja, smo zelo zadovoljni. Točka je točka. Veliko nam pomeni v borbi za obstanek. In seveda smo zelo zadovoljni. Triglav je danes izgubil, vi pa ste nekako naredili polovico koraka naprej. Ja, za nas zelo dobra novica. Zdaj imamo tekmo proti Triglavu in gremo seveda na 3 točke, da se še bolj, da se utrdimo na tem 9. mestu. Gospod Javornik, nadaljujete niz neporaženosti, danes remi tukaj v Novem mestu. Zanima me vaš komentar srečanja. Ja, v bistvu smo odprli tekmo zelo dobro, ustvarjali priložnosti, žoga ni hotela v gol. Na to smo v nepravem trenutku prejeli zadetek, ampak smo se nadaljevali z našo igro in končno nam je uspelo zadeti. Na to je sledila izključitev, ampak ne glede na izključitev smo si želeli zmage. Sicer nam to ni uspelo, ampak moram pohvaliti fante, ker so v bistvu odigrali zelo dobro tekmo. Mogoče je samo malo bi morali nekatere šanse realizirati, ampak točka proti ekipi, ki se bori za obstanek in glede na okoliščine na igrišču je danes dobra. Kako se vam zdi, da je ta izključitev Firerja vplivala na končni rezultat? Ja, sigurno, da je težje igrati, če imaš igralca manj na igrišču, ampak to se je pač zgodilo. Mi smo se prilagodili temu in še naprej vztrajali, da dosežemo zadetek. In to nam ni uspelo, ampak kar se tiče vseh dogajanj na igrišču, moramo biti zadovoljni, da smo dobili točko.
Naslednje srečanje proti Kopru, zelo težek nasprotnik, v spomladanskem delu igra zelo dobro, tako kot vi. Je sigurno nas čaka težka tekma s Koprom. Tudi danes imamo veliko kartoniranih igralcev in bomo zdesetkani naslednjo tekmo za Koprom, ampak igramo doma. Drugi, ki čakajo na priložnost, so pripravljeni in normalno, da bomo šli doma na zmago. Matej, eno izenačeno srečanje danes tukaj v Novem mestu, končni rezultat 1-1, kako ste zadovoljni z njim? Z rezultatom nismo bili zadovoljni, ampak glede na potek srečanja, da smo imeli že od prvega polčasa igralca manj, v bistvu moramo biti zadovoljni s točko. Sam mislim, da smo bili boljši nasprotnik tudi potem, ko smo ostali brez igralca, smo pokazali boljšo igro, imeli veliko več priložnosti. Čeprav smo imeli tudi domačine neke priložnosti, ampak mislim, da smo bili mečkim boljši, ampak ne gre na vse, točka in gremo naprej. Torej menite, da ste izgubili 2 točke in ne dobili 1? Ja, sigurno. Pred tekmo smo še na zmago in smo pričakovali. Tudi zaslužili bi si zmago, tako da ja. En težek nasprotnik zdaj v naslednjem kolu, Luka Koper, vemo, je v formi, tako kot vi v spomladanskem delu. Ja, so v formi, zdaj so spet zmagali. Čeprav mislim, da vsaka prije k nam ni lahko. In mislim, da smo favoriti na našem terenu, tako da gremo na zmago.